23% mestnih in občinskih svetnic, manj kakor 5% župan in 9 občin brez občinskih svetnic. To so trenutni neuradni podatki, ki smo jih pač mi s pomočjo kolegic analizirali. In če si postavimo vprašanje, ali smo s takšnim rezultatom zadovoljni, je odgovor ne. Zakaj? Če pustimo ob strani vse mednarodne zaveze Evropske unije, ki pač nas zavezujejo, da tudi Slovenija udejanji na področju politične zastopanosti enako spolov oziroma uravnoteženo zastopanost spolov, moramo pogledati te rezultate tudi predvsem z vidika družbene pravičnosti. Govorimo o osnovni predpostavki demokracije, da morajo biti stališča, pogledi, prakse in različne družbene skupine enako slišane in zastopane. In ker žensk v Sloveniji je več kot polovica prebivalk, lahko izrazimo resen dvom, da so na kakršnikoli ravni političnega odločanja potrebe žensk slišane in da je potencialom žensk dana možnost, da se pokažejo. Stranke oziroma nestrankarski vlagatelji list so zavezani k izpolnjevanju kvote le na ravni občine, ne pa tudi znotraj volilnih enot, kar v praksi pomeni kalkulacijo in umeščanje žensk pretežno v tiste volilne enote, ker stranka praviloma nima veliko podpore. Potem stranke na prvi 2 mesti postavijo moška kandidata, na 3. mestu žensko. In takšna postavitev je bila na letošnjih volitvah še zakonita, na naslednjih volitvah ne bo več, na naslednjih volitvah, kot sem rekla, bo že veljala tako imenovana zadrga. Kar je v večini občin verjetnost, da bo stranka dobila volilne enoti 3 ali več sedežev majhna, je posledično potem tudi manj izvoljenih žensk. Torej, en zelo pomembnih razlogov je ta uvrstitev oziroma umestitev žensk na kandidatno listo, na katero mesto jih postavimo. Kaj torej lahko storimo, da se bi stanje izboljšalo? Preseganje stereotipnega mišljenja, da je ženska v bistvu tista, ki ne spada toliko v politiko, bi bilo potrebno preseči. Tukaj še vedno obstajajo predsodki in bilo bi jih potrebno preseči. Sicer se zavedamo, da odpravljanje predsodkov, stereotipov je dolg proces in dejansko so taki ukrepi, kot so kvote, tisti ukrepi, ki spodbudijo lahko te procese. Lahko bi razmišljali tudi še o dodatnih stimulacijah, kot so mogoče finančne stimulacije za tiste stranke, ki imajo več žensk med svetnicami oziroma župani. In na koncu bi rekla, da si bo Urad za enake možnosti, tako kot do zdaj, tudi naprej prizadeval za spremembe, tako na zakonodajni ravni, kot za spreminjanje teh okostenelih kulturnih vzorcev in predsodkov, ki ženskam otežujejo vstop v politično sfero. In tukaj spet, če tako apeliram še na vas, medije, ste vi zelo, zelo pomembni, saj ustvarjate družbeno realnost in pomembno vplivate na odpravljanje stereotipov in predsodkov. Ljubljana je od zadnjih volitev 31%, jih ima danes 40% žensk. Zakaj? Bistveno je, da je prvih 5 zmagovalnih list imelo praktično žensko na prvem mestu. Če pustimo listo Zorana Jankovića, kjer je bil prvi župan in danes ni več član mestnega sveta, je dejansko bila ženska na prvem mestu, kar je zelo, zelo pomemben podatek in je zato Ljubljana dejansko bistveno povečala število, torej delež žensk. Edini, ki so imeli zadrgo, so bili Socialni demokrati, 2 stranki sta imeli zakonski minimum, vsi ostali pa jim je prineslo takšno število mest zato, ker so imeli skoncentrirano, torej veliki število mandatov so dobili. In ko imaš ti veliko število mandatov, tudi je večja možnost, da ženske pridejo
ker, kot ste videli v predstavitvi, večina kandidat, ki je bila uvrščena na 3., 6. in 9., torej zakonski minimum. Tiste, ki so presegli ta minimum, ki so dali v bistvu možnost ženskam in tudi uvrstili na prvo mesto, so bistveno povečali število žensk v mestnih svetih. Še vedno imamo 9 občinskih svetov, kjer ni niti ene ženske izvoljene v občinski svet. Za mene je to dokaz, ali pa ne dokaz, ampak pokazatelj, da politične stranke in liste, ki so v teh občinah postavljale ženske kandidatke, niso opravile izpita iz demokracije. Demokracija pomeni uravnoteženo zastopanost ženske, nas je polovico na svetu. In z tega vidika seveda vsa kritika politikom, ki so dejansko to storili. In še ena ugotovitev, ki se mi tudi, ki je pa kontradiktorna temu, da je v mestnih svetih več žensk izvoljenih, v župan je pa izvoljenih v nemestnih svetih, nemestnih občinah. To je pa spet dokaz, kako politične stranke razmišljajo in postavljajo ženske na prvo, torej kot kandidatka za županja ali ne, medtem ko v malih občinah, torej v nemestnih občinah, imamo pa 10 županj. Naj zaključim, zadrga, ki bo leta 2014, bo prinesla bistveno spremembo, ampak seveda samo v proporcionalnih sistemih, volilnih. Še vedno nismo rešili problema večinskega volilnega sistema v manjših občinah. In po mojem je to naslednja politična naloga. Stranke ne dajejo žensk na izvoljiva mesta, pa tudi ženske pravzaprav ne promovirajo v smislu prepoznavnosti že v celem obdobju, ko se pripravlja na ene ali druge ali tretje volitve. Zdaj varuh žal ne dobi, ali pa ne vem z veseljem, ampak v tem kontestu mogoče žal ne dobi kakšnih pobud, ki bi jih lahko obravnaval in bi kazali na diskriminacijo, recimo pri postavitvah na kandidatne liste. In sigurno bi se vključili, če bi te pobude dobili. Tudi sicer dobimo zelo malo pobud, ki govorijo, ali pa kjer gre za diskriminacijo glede na spol. Tako da smo tukaj dosti pasivni, ker pač mi delujemo tako, da se odzivamo predvsem na pobude. Čim bi se pa odzvali tudi na to, kar sami zaznamo, nam pa takoj lahko očitajo tudi politično udejstvovanje, kar pa varuh seveda ni in ne more biti. Tako mi pač menimo, da je zelo pomembno, da bi tukaj res vso pozornost dali nediskriminaciji po spolu. Upamo, da v naslednjih volitvah ne, da bo 50-50.